Že tukaj Valentin, danes se pa za spremembo oglašam iz Ljubljane, iz centra, iz Tromostovja, ker se nam je tukaj en opravek. Govoril pa bom o tem, kako je pomembno, da smo ljudje vedoželjni, da raziskujemo stvari in da zastavljamo vprašanja. Kajti, problemi na svetu obstajajo zato, ker so trenutne stvari po volji določenim posameznikom, določeni eliti. In če dopuščamo, da stvari obstajajo v trenutni manifestaciji, brez da bi se spraševali, kdo ima od tega korist oziroma na čigavo škodo obstajajo trenutne razmere, potem dopuščamo, da stvari še naprej obstajajo take, kot so sedaj. In tudi v duhovnem svetu se je postopalo na podoben način, torej bitja se je ohranjalo v nezavedanju realnosti. Govorilo se jim je, da naj ne sprašujejo, zakaj stvari so take, kot so, da Bog že ve, zakaj je tako prav, da ne vemo višjega načrta in da je enostavno potrebno biti ubogljiv in slediti navodilom. Torej to, da se pokorimo drugim, da postajamo vse bolj ponižni in poslušni, s tem se odpovedujemo svoje lastne odgovornosti, da bi razumeli, zakaj stvari so take, kot so in kako mi tudi s tem, ko druge poslušamo, lahko povzročamo trpljenje, za katerega pa seveda ne prevzimamo odgovornosti, ker si pač rečemo, da enostavno uresničujemo neke ukaze, neka navodila. Največjo nevarnost za duhovno hierarhijo in za ta sistem na zemlji so torej pomenili ljudje, ki so bili vedoželjni, ki so raziskovali in ki so zastavljali vprašanja. Zakaj stvari so take, kot so? Zakaj so problemi? Zakaj je Bog tako slab gospodar na tem svetu? In seveda, eden izmed največjih takih vedoželjnih ljudi je bil Bernard Pullman, ki je bil tudi kriminalist v policiji in je bil določen kaliber, ki se ni dal preslepiti. Zato je raziskal v temelje, kaj se dogaja v tem stvarstvu, zakaj obstaja ta manipulacija, pretvarjanje, zakaj nas duhovna hierarhija vleče za nos in kdo in kakšne koristi imajo od tega, da je na tem svetu toliko trpljenja in mučenja. V našem življenju gremo skozi javni šolski izobraževalni sistem in postrežejo nam z določenimi informacijami. Če se pustimo, da enostavno verjamemo vse, kar nas učijo in ne preverjamo resničnost teh informacij, potem seveda tvegamo, da v sebe sprejmemo tudi ogromno slepil in laži. In seveda se je pokazalo, da javni sistem je bil zgrajen in še vedno je v taki obliki, kot je, zato da se ljudi poneumlja, da se jih vzgoji za poslušne, pridne delavce, za ubogljive davkoplačevalce, za ekonomske sužnje in da ljudje ne bi spraševali, zakaj sistem je tak, kot je in da ga tudi ne bi želeli spremeniti. Predlagam vam torej, da postanete raziskovalci, da se zanimate o tem, kako življenje funkcionira, kakšni so problemi na svetu
da jih ne tolerirate več, ampak da začnete raziskovati, kako bi lahko vi spremenili ta svet, kako lahko izkoristite svoje potenciale za to, da bi ta svet naredili boljši in prijetnejši za in sedanje generacije in za naslednje rodove. Na ta način boste lahko zelo zadovoljni postali sami sabo in tudi prihodnji rodovi vam bodo zelo hvaležni. Predlagam vam, da proučite informacije, ki jih bom navedel v povezavi tega videoposnetka, ki so del Destiny raziskovanja tega stvarstva. In odkrilo se je marsikakšno slepilo. Pojasnila se je zgodovina stvarstva, zgodovina človeštva in sedaj so končno na voljo resnične prave informacije, ki so podporne za celotno človeštvo. Vse, kar potrebujete narediti, je to, da jih začnete proučevati in da imate čim večjo korist od teh informacij. Hvala lepa za pozornost in lepo se majte. Čao.